skoraj dolgo. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovana Neja, najprej naj se kratko obrnem na vaše besede. Moje otroštvo in mladost sem preživel v družini, ki je imela tudi osebo s posebnimi potrebami. Vi ste imeli in imate gibalne težave. Moja teta je imela motnje v duševnem razvoju. Pred 50 leti je nekako nad našo družino zaradi tega ležala neka sramota, tako sem doživljal to jaz kot otrok. S časoma, z leti, so pogledi javnosti, okolja na mojo teto, na družino, v kateri sem rasel, in rasel sem z njo z veseljem. Spoznaval plemenitost človeške duše na drugačen način. So se spreminjali. Vi ste zdaj že odraščali in se šolali v razmerah, ko javnost drugačnost veliko boljše, lažje, celo z veseljem sprejema. Razumejo kot eno bogatstvo, pri čemer ste imeli prav v govoru, da morda vse še ni tako, kot bi moralo biti, da bi tisti, ki imajo motnje v gibalnih ali drugih sposobnostih, lahko izkoristili svoje potenciale v enaki meri in živeli kakovost življenja v enaki meri, kot je to dano vsem drugim. Ampak izrazili ste pričakovanja, da bo to družba, država uredila, in z ministrom smo nekako porok tega, da se bodo te stvari tudi v prihodnje izboljšale. Tako. Rad bi se obrnil na maturantke in maturante diamantnega leska. V življenju me je vedno vznemirjala zgodba ljudi, zlasti tistih, ki smo jih širše poznali, ki so bili slavni ali drugačni, uspešni. Vedno me je zanimalo, kaj jih dela drugačne. Potem pa je v mojem življenju tako naneslo, da me je službena dolžnost postavila na mesto, da sem se z njimi tudi srečeval in jih odlikoval. Na področju športa, na področju kulture, na področju politike, znanosti. In dokopal sem se do zanimivega spoznanja, da pravzaprav niso imeli veliko več talenta od drugih. Tudi drugi na istih področjih so imeli talenta veliko in izobilju. Da niso še trdneje garali od drugih. Tudi drugi so garali skoraj da v enaki meri. Imeli pa so eno sposobnost, ki je drugi niso imeli ali si je niso upali imeti. In to je vztrajnost. Šlo je za to v teh uspešnih zgodbah in mislim, da gre za to tudi pri vas zdaj in da bo šlo toliko bolj v vašem nadaljnjem življenju, kakršnokoli si boste že izbrali, zato da boste posegali po zvezdi, ne samo zaradi tega, ker ste inteligentni in pametni in ker veliko znate in boste vedeli še več, ampak zato, ker boste vztrajni. Pred seboj boste imeli neko predstavo, ki je drugi ne bodo imeli. Tudi zaradi vaše razgledanosti morda je drugi ne bodo imeli. Vi pa jo boste imeli. Imeli boste neko predstavo, ki je drugi še ne bodo vzrli. Na horizontu bo neka zamisel, ki je drugi ne bodo imeli. In do tam sem se naučil v mojem življenju, srečujoč ljudi, ki so uspeli. Vas bo čakalo neskončno veliko porazov.
In se boste uspeli in boste spet padli. In se boste še enkrat uspeli in boste še enkrat padli in večina drugih bi takrat omagala. In vi boste šli naprej. In boste prišli do konca. Tako kot ste prišli do konca, tako ste prišli do konca vaše poti. Rad bi se zahvalil učiteljem, profesorjem, mentorjem, tistim, ki pravzaprav, tukaj mislim zlasti na mentore, čeprav seveda učitelji in profesori nimajo nič manj pri tem, ampak na mentorje, ki pravzaprav niso niti dostikrat plačani, niti poklicani, da bi se ukvarjali z vašimi talenti. Te so že odkrili vaši učitelji, vaši starši, vaši profesori. Ampak potem pa pridajo neke dobre duše in se ukvarjajo z vami zato, ker verjamejo v vas. In vi se jim prepustite, jim zaupate svoje mladostniško življenje, prepustite ljudem okrog vas, mentorjem, profesorjem, seveda spodbudi staršev. In kar naenkrat začnete odkrivati čudovit svet novega in pogumno stopate van, morda brez te opore, staršev najprej, spodbude, potem pa seveda učiteljev, mentorjev, ne bi storili. Njim gre velika zahvala. Tudi jaz sem oče 20-letnega sina, tudi jaz mu želim vse najbolje, tako kot večina drugih staršev tukaj. Sem do njega pristranski, najbolj ga imam rad na svetu in zato dostikrat ne znam dati nepristranskega nasveta. Vendar ljudje, ki skrbijo za njegov razvoj, za njegov talent, pa znajo to in zmorejo. V tem smislu bi se rad zahvalil vsem, ki skrbijo za naše otroke. Za tiste, ki imajo tako z usodo radodarno podeljene talente, kot jih imate vi, kot za tiste, ki morda takih ali v tej meri talentov nimajo. Vsak od njih pa je osebno zase in si zasluži posebno pozornost. V tem smislu grejo vsem našim šolnikom, vsem, ki se ukvarjajo v prostočasnih dejavnostih z našimi otroci in ukvarjajo se z njimi na drugačen način, kot se mi starši, naše velike čestitke in občudovanja. In na koncu naj rečem, da je bil tukaj, ko smo stali z vašimi otroci, prizor za bogove. Tukaj kar naenkrat, in mi smo se tukaj temu prijetno nasmejali, smo videli, ko smo stali tukaj za skupinsko fotografijo in so zaigrali pesem o čudoviti Sloveniji, kar naenkrat smo videli starše in stare starše, ki so vstali s pametnimi telefoni, kot neka mularija na rokovskem koncertu in slikali svoje otroke. Pred 12 leti, gospe in gospode, je nek posebnež, Steve Jobs, v Kaliforniji povlekel iz svojega žepa pametni telefon. 12 let kasneje ga imamo vsi. Tako zelo se je v ducato let spremenilo naše življenje. Drage maturantke in maturanti, diamantni, komaj čakamo, da slišimo in vidimo od vas, kako boste vi na dobro spremenili naša življenja. Srečno.